Dober dan, draga družba, dobrodošli v novem vlogu. Ne vem, kjer po vrsti bo tale, vem pa, kaj bomo počeli. Peljem se proti Pokljuki, kjer BMW že tradicionalno organizira nek tak regionalen dogodek. Na poligon bomo šli, kakšen kilometrček bomo tudi naredili s temi avti, tako da vse to sem nekako spremljal vsa ta leta na socialnih omrežjih. Letos imam pa to čas, da sem lahko tudi jaz zraven, pa da vam takole iz prve roke malo pokažem, malo posnamem. Nikoli še nisem bil na kakšnem takem dogodku in vem, da mi bo super všeč in mislim, da bo tudi kaj zanimivega za vas za videti. Registracija uspešno narejena. Zala, kako ti je bilo po registraciji? Skoraj nisem notaj prišla. To so malenkosti, vse smo zrihtali. Zdaj pa sledi produktna in statična predstavitev vozil BMW in pa Minija. Pa tlele so nas lepo postregli, tako da čiz lahkota počakamo na tole predstavitev. Spoštovani in spoštovani, lepo pozdravljeni tudi v imenu BMW inštruktorjev. Evo, takole so nas inštruktori lepo pozdravili in nas seznanili z vsemi podrobnostmi in na to se je avantura lahko začela. Program je bil razdeljen na 4 postaje, mi pa smo se razdelili na 4 skupine. Če smo, gremo. V moji skupini smo se najprej odpravili na panoramsko vožnjo skozi čudovit Bohinj. Jaz sem vozil novega BMW-ja i4 M50 Grand Coupe, v nadaljevanju pa smo se presedli v eno vozilo naprej, tako da sva se s sopotnikom tudi zamenjala, se pravi, je on bil voznik, pa sem bil jaz sovoznik in on je pa vozil BMW-ja i5 M60. In valjda, ker sva se zamenjala, sem upal jaz v bistvu več časa mal posneti in spoznati notranjost avtomobila. Tele tipke so bile vse občutljive na dotik, zanimive na nek način, ampak pol, ker začneš malo pogrešati ta prava stikala, ki ti dajo kakšen feedback. Na to smo se ustavili v stari Fužini, kjer so nam predstavili novega Minija Cooperja. Tale je popolnoma električen, dobiš ga lahko pa tudi z bencinskim motorjem. Če povzamem na kratko, Mini je dimenzijsko ostal zvest svojim koreninam. Obliko so zgolj malenkost modernizirali, v notranjosti pa še vedno blesti v ospredju velik okrogel osrednji zaslon, ki po novem stoji popolnoma samostojno na sredini armaturke. Pod njim pa je nameščenih zgolj 5 osnovnih stikal, kot je bilo to že pri prvem Minijevem modelu v 60-ih letih. Program je bil res natemperan, po domače povedano, sledila je vožnja nazaj na Pokljuko, tokrat v družbi nove X2, ki je popolnoma drugačna od prve generacije. Oblikovno je tipični kupejevski SUV z visokim zadkom in nizko spuščajočo se streho v stilu obstoječih modelov X4 ali pa na primer X6. Notranjost avtomobila je klasična, je že poznana, na voljo pa sta 2 bencinska in 2 dizelska motorja, kot tudi popolnoma električna izvedenka iX2. Evo, vrnili smo se iz panoramske vožnje po Bohinjski Bistrici, po Bohinju, čez staro Fužino smo šli pol spet gor na Pokljuko, imeli smo še sonček, bilo je še lepo, zdaj se je malo zoblačilo, ampak nič ne de, ker zdaj nas čakajo prav lušne stvari, čaka nas poligon, malo bomo učili se driftati, malo bomo imeli drag race. Jaz še nikoli nisem driftal, no, tako da me prav zanima, kako mi bo šlo, upam, da ne bom preveč failov in to je to. BMW drugače pa super. Samovednost, tole na posnetkih nisem bil jaz, to nisem jaz driftal, to je bilo samo za vibe, mene boš pa videl driftati zdajle. Tik preden sem bil jaz na vrsti, sem se odločil, da bom inštruktorja še vprašal za kakšen nasvet, upal sem, da mi bo dal kakšen konkreten odgovor, ampak konec sem rekel, da je v drugo, v prvi je mal poskočen, v drugi je pa mal bolj miren, tako da to je to. In jaz sem rekel, okej, še nikoli nisem driftal do tega momenta, približno sem si predstavljal in to je vse. Hvala, se nisem usrol, šel sem probat in poglejmo, kva mi je ratala. Trenutno gledaš moj prvi poizkus, šel sem kar samozavestno, mogoče celo malo preveč in valjda me je obrnil, a ne? Klasična napaka, nisem ga ujel, nič ne de, gremo naprej na drugi poizkus. Tukaj je bila zgodba dosti podobna, sicer sem šel bolj nežno, ampak vseeno me je obrnil, nekaj ga nisem ujel, a ne? Nisem še imel tega pravega feelinga, nisem obupal, šel sem še v tretjo in seveda sem tudi v tretjo zamočil. Mačkanje je bilo že boljš, kazali na boljše čase, ampak na koncu rezultat isti, spet me je obrnil. Pol pa so me te 3 poizkusi nekaj naučili. Dobil sem
nek feeling, ki se je pa tukaj že malenkost pokazal. To je bil prvi znak, da sem se nekaj naučil iz teh napak. Naslednji kader pa sem bil že kar vesel. No. Tukaj mi je po bistvu ratele od takole pol kroga odvozati. Žal sem na koncu pozabil, da ga moram nazaj noter zamotati, ampak ja, tle sem imel 5 sekund slave, evo. Sledil je tako imenovani drag race, mislim, da so tukaj pravila vsem jasna, 3 luči se vžgejo in ko se ugasnejo, lahko štartaš. Kdor je prvi na cilju, je zmagovalec. Tole pa bosta 2 kadra, ki sem je štartal tako iz X6 kot tudi iz X5. Tukaj sem bil v desnem vozilu in kot vidite, sva oba prekmalu štartala. Super bi bilo mogoče, če inštruktor ne bi odšteval, mene to v bistvu zmotil, pa mislim, da tudi tega sotekmovalca. V drugem primeru ni bilo dosti drugače. Tokrat je on štartal prekmalu in jaz sem mačkam skočil, ampak sem videl, da je kmalu štartal, sem pobremzal in pa sem šel še enkrat, ampak ja, sej, to ni bilo nobeno tekmovanje, važno, da smo se imeli fajn. Zadnja igra na poligonu pa je bil slalom med stožci, vsak je dobil svojega minija, vsak je bil na svoji polovici in ki je podoril najmanj stocov in je bil najhitrejši, je bil zmagovalec. Poligon smo dali čez, meni je bilo ful zabavno, zaenkrat najbolj zabaven del. Hotel sem povedati. Radar imamo z leve strani, če smo videli. Aha, radar imamo, je rekel. Z leve strani. A je rekel, da je radar? Ja, jaz sem radar slišala. Jaz sem tudi radar slišal. Radar ima tukaj začetko. Prav nastavili so za BMW Areno radar, poglej ga. O, ti barabe ti. Prav za nalašč, ko vejo, da se danes, oziroma cel teden, da poteka BMW Arena, so šli za nalašč tele postaviti radar. No, na hotel sem reči, se vrnemo. Najbolj sem se bal driftanja, kako mi bo šlo, ampak po 5 krogih, kakor smo jih imeli na razpolago, nekaj tacga, sem že začutil, kva točno je treba, tako da en del, recimo, da mi je pol kroga že ratel, a je bilo pol zala. Tako da sem bil na koncu kar super happy. Drag race pa tudi super, kaj bremza, gas, po hudo že greš, tako da res en tak experience, ki ga ne doživiš kar vsak dan, tako bom rekel. Zdaj gremo po bistvu na po cesti, po gozdu, off-road sem mislil reči, nahajava se zalo v BMW X2 M35i. Se prepuščam tudi tukaj, zanima me pa kva bo v hosti. No. Evo, pred off-roadom so se pa presedla, zdajle sediva v mini Countrymanu John Cooper Works. Meni je ful zanimiv noter, se bo Zala še malo posnela. Valjda, kot vsi mini, imamo tukaj na sredini tale glavni zaslon in merilnik hitrosti. Zanimiv je tudi volan, tukaj imaš, kako bi rekel, se ne vem, kako naj temu rečem. Tukaj je ena gurtna tle, veš, tako, wow, yes, this is off-road. Tako, zanimiv mi je, nikoli še nisem pelal minija, tako da lej, vse enkrat prvič. Tudi malo se bomo ustavili, da bomo kamermana pa fotografa spustili ven. Ta inštruktor je res faca, ful dober je prej razlagal, kaj je šlela srna čez, o biologiji, pa tako lašlo. No, nas je nasmejal, animira tudi konc koncev, super je. Zdaj previdno, da ne boste kamermana slabo pelali. Lahko to. Zdaj nam je pa že po walkie-talkiju sporočil, da pred cesto se je zopet zamenjalo. Dobro, ker menjava vozil, vsi za eno naprej. Tako delamo po sistemu, da gremo pač vsi za eno vozilo naprej, unke prvi gre pa pač v zadnje vozilo. Zdaj naj pa čaka X7M60i. No, pa pejmo še tizga pogledati, ne? To je pa spet nekaj drugega. S temu bi bilo najbolj udobno najbrž zdaj biti na off-roadu, ampak tudi zdaj po cesti bo čisto zabavno. Tele lesene lajštice, to ne vem. Jaz nisem pristaš tega, valjda pa obstaja nekdo, ki mu je to všečno. Meni osebno nima. Dobro, če smo pripravljeni, bi kar zalaufali, pa se kar vključili v promet. Bomo. V glavnem, ja, BMW v nekem svojem klasičnem, bom dal D. Klasičnem, kako je mehak, čutila to. Ja, s tem bi mogla iti off-road. Ampak ok. Ne, všeč mi je, ki je ful mehak. Predvidevam, da ima zračne blazine, da je zato ful mehak. Bo mi na tole zaprla, ker drugače nam bo zdaj ful pihal, pa tam morava paziti na radar. 3 radarje so nam postavili zdaj. To verjetno za stranke, kar se domov pelala, ampak mi ne bomo dali, bomo šli raje v gostilno.
bomo pol pojesti pobupi. A ste slišali tega inštruktorja? Kjera legenda? Števajte povabilo. Mi bomo šli raje v gostilno zapraviti tak dar. 3 radarje so nam zdaj postavili, se pravi, skoraj iz Bleda do Pokluke. Lej, probajo, ne, ampak lej, mi smo dobro obveščeni, nič ne bomo pretiravali. Zdaj se res lepo vozimo, veliko lepš kot prej. Ampak ja, Črno vozilo nasproti. črno vozilo, tudi to opozarja, če gre kdo nasproti. Vozimo se v kolodi in marsikdo kar zabremza, a veš, da ima pol več lufta in sprobava, kot da smo na dirkališču. Jaz osebno nisem čisto nič pretiraval, imam varnostno razdaljo, ne tiščim ga pa zdaj, ne vem kva, vozim se lepo v toku s prometom, nočem pa pretiravati, ker pa je se tudi že marsikaj naredil na teh BMW arenah, a ne? Premierno smo si lahko ogledali tudi manjši BMW-jev električni motocikel oznake CE02. Oblikovna zasnova je povsem samosvoja, v osnovi gre za motocikel tipa skuter, ki bo na voljo v 2 verzijah. Za osnovno verzijo pa bo potrebno odšteti vsaj 8000. Na koncu je sledila še pogostitev, tale golaž je bil vrhunski, štrukli prav tako, spila sva še en koktejl in se odpravila proti domu. Na tej točki bi se rad zahvalil tudi BMW Sloveniji za povabilo, bil sem prvič, imel sem se fantastično, ker malo okusiš ta poklic avtomobilskega novinarja in ga začneš še bolj ceniti. In BMW čestitke za speljan dogodek in upam, da se drugo leto zopet vidimo. Hvala vam.